Ok. Jaz sem danes predstavil eno idejo, ki je ne bom dokazal ali pa jo sem na vsak način hotel vanjo prepričati. Mi je pa zelo zanimiva in to je moje vprašanje, ker se že kar nekaj časa z njim ukvarjam, je, a so te prevladujoči sodobni pristopi k razumevanju in raziskovanju odločanja pravzaprav dobri za to, kaj vemo o odločanju. In meni se zdi, da niso zelo dobri, vsaj ne za nekatere aspekte razumevanja odločanja, ampak ne samo tiste, ki bi mene zanimali, ampak tiste, ki zanimajo te sodobne pristope. Zdaj, jaz tukaj ta trditev moja je bila zelo splošna trditev in vključuje kar vse te bolj popularne pristope k raziskovanju in razumevanju odločanja, moderne, mislim, sodobne. Tako da pač ena možnost bi bila, da bi šel čez vse partikularnosti, druga možnost pa da rečem, da to seveda ne drži za vse, da pač seveda se zelo pomembne stvari skrivajo v detajlih in tako naprej, ampak nekaj malo bolj splošne stvari, ki jih bom pa danes poskusil predstaviti, pa za večji del področja raziskovanja odločanja velja tako v psihologiji, kot v nevroznanosti, ekonomiji in tako naprej. Imate pa seveda izjeme, imate nekaj čist drugačne pristope, ampak tako da to je disclaimer, da tudi jaz čist vseh pristopov k raziskovanju odločanja ne poznam in nisem specialist v njih in tako naprej. Ker to je zelo, kot veste, to je zelo veliko področje, ki odločanje tudi razumeva in tako naprej na različne načine. Ampak nek konsens, recimo, obstaja, da je odločanje nek proces izbiranja med alternativnimi možnostmi oziroma poteki delovanja, ki odločevalcu prinaša ugodne izide ali pa izide, ki so skladni z cilji odločevalcev. To je spet taka zelo splošna opredelitev, s katero se načeloma vsi strinjajo, ampak vprašanje je, kaj ta opredelitev res pomeni. Zdaj ne bom šel v te detajle, ampak vprašanje recimo je, kaj so alternative, kako se odvija ta proces izbiranja in kaj je ta ugodnost odločitev in tako naprej. Zdaj, mogoče par točk, v teh velikih sodobnih pristopih so recimo posebej empiričnih, so recimo alternative vedno dane vnaprej, pač v eksperimentalnih pogojih, mislim vedno zelo velikrat, in se pač na nek način to implicira, da pač so alternative neke entitete, ki niso tako zelo močno odvisne od odločevalcev. Pač niso razumljene kot take, da so skreirane, ustvarjene od odločevalcev, včasih tudi v enih nevroloških pristopih, večinoma ne. Potem nadaljna stvar so pač neke negotovosti, kot so recimo potencialni izidi ali pa neki negotovi dogodki v svetu, so prav tako relativno koncipirani kot relativno neodvisni od odločevalcev. To pomeni, da niso toliko močno odločevalci tisti, ki določajo neke negotove dogodke, ki jih bolj prepoznavajo pa tako naprej. In recimo naslednja stvar je, da je pač v raziskovanju odločanja veliko bolj poudarjeno pač to, kako odločevalci razumevajo, kaj delajo, kako računajo, in tako naprej, o nekaterih stvarih, ki so v zunanjem svetu, se pravi, ne vem, kaj se bo zgodilo v zunanjem svetu, če se tako odločam, kakšni potencialni izidi so, če izberem to stvar in tako naprej, ne pa toliko, kaj odločevalci delajo s svojimi, mislim, to zdaj mogoče slabo reči, notranjimi stanji, nekimi subjektivnimi posledicami in tako naprej. Seveda so subjektivne posledice odločitev zelo popularne v kontekstu raziskovanja vpliva čustev na odločanje, recimo. Se pravi, jaz izberem alternativo A, to ima za posledico izid B s tako, recimo, verjetnostjo in jaz potencialno imam nek odziv na ta potencialni izid odločitve, ki je recimo neko čustvo in v tem kontekstu so te subjektivne posledice velikokrat pojmovane kot neki odzivi na neke objektivne izide. Neke reakcije, recimo. To zasledite v mnogih pogledih na odločanje. In pač ena stvar, na katero se bom bolj sfokusiral danes, je, da pač perspektiva odločevalcev, zdaj, tako prvoosebna, predvsem prvoosebna, manj recimo neka tretjeosebna v smislu fiziološkega stanja organizma in tako naprej, prvoosebna perspektiva odločevalcev, raziskovalcev veliko sploh ne zanima. V bistvu, kar je dosti skladno za neko tradicionalnim pogledom na znanost o duševnosti, ki je po mojem trenutno najbolj prisotno in tudi je vedno bilo, je, da pač poskuša to duševnost, pač s tem mislim mind, raziskovati na zelo objektiven način, poskuša se izogniti tem
prvoosebnim izkustvenim in izkustvenim vidikom pač ljudi, ki delujejo v svetu. Ker pač, kot lahko Florian recimo pove, take vrste raziskav, ki jih recimo Florian pa Urban delata, pa mnogi drugi fenomenologi, kvalitativni raziskovalci, te raziskave so veliko bolj messy, zdijo se in zato jih ljudje ne marajo, toliko po drugi strani pa odkrivajo, in to mi sem pokazal na enem primeru, neke čist druge vidike, ki so zelo pomembne za razumevanje pač nekih pojavov. Ker brez njih, po mojem mnenju, ne moramo sploh do njih priti. Čeprav ne, je metodo, in hočem še to reči, da čeprav so te metode sporne, so, ampak prav tako so sporne neke tretjeosebni načini pridobivanja vedenjskih podatkov v psihologiji, recimo. Na zelo podobne načine, samo zaradi čist drugih stvari. Tako, okay, to bomo spustili. To je neka schema, ki sem enkrat za študente pripravil, kjer imate tukaj zelo veliko različnih pristopov. Raziskovanje, razumevanje, odločanje, pa imate pa tako črto in imate odločanje in izkustvo, vprašanje v teh zelo popularnih pristopih se v bistvu ne pojavlja, vsaj ne resno. Vsi predvidevajo, da ko imamo nek odziv, pač odločevalci nekaj izkusijo, ne, se počutijo zadovoljni s svojo odločitvijo, imajo strah pred neko stvarjo, pričakujejo neko obžalovanje ob izbiri neke zadeve, ampak noben se tega resno, mislim, vsi govorijo o tem, vsi govorimo o tem in vse nas to zanima, ampak noben se tega resno ne loti, ne, to bo tudi Florian se strinjal, ne. In to je pač tako dosti ločeno, ne, v neko klepaje postavljeno, čeprav, ne, in s tem bi bilo vse v redu, če bi bil raziskovalni cilj področja raziskovanja odločanja pač ta, da ne zanima vedenjski korelati odločanja. Samo to ni res, to ni cilj. Zanima nas, kako deluje, kako poteka odločanje, kako se ljudje odločajo, zakaj se tako odločajo. In pač naš cilj ni samo, mislim, cilj nekih nevrologov, ki se ukvarjajo z odločanjem, ni pravzaprav samo, da jih zanima, kakšni so možganski korelati odločanja, ampak njihovo vprašanje je širše, vedno. Ne? Tako da iz tega vidika je to zelo problematično, že na tej točki. Ne? Zdaj, ta primer ste po mojem mnogi od vas že slišali, je en primer enega tazga zelo rigoroznega na nek način, mislim ne rigoroznega, enega tazga zelo, ene zelo znane študije, ki je bila objavljena v reviji Science, ki jo vsi poznate, ki je metodološko pač sicer problematična in so jo ljudje kritizirali, ampak načeloma je metodološko iz vidika psihologije kar v redu izvedena. Zdaj, ne bom šel v detajle, ampak in tudi izvedena je tako, kot pač se izvaja podobne študije. To je en primer iz gore enih študij, ki pa je na relativno podoben način izveden. Ne? In sicer v tej študiji so raziskovalci poskušali ugotoviti, ali ljudje izbiramo boljše, oziroma tiste stvari, ki jih bolj želimo. O tem to sami raziskovalci so uporabljali oba pojma, približno ta, tako da to nisem jaz zdaj zamešal. In zanimalo jih je, če imamo mi kompleksne izbire, ali pa ne tako, zanimalo jih je, če to, da namerno preudarjamo o neki izbiri, a to vodi v boljše odločitve, oziroma odločitve, ki so bolj v skladu s tem, kar si odločevalci želijo. In pač ugotovili so, in potem so to pogledali v pogoju enostavnih, pa v pogoju kompleksnih izbir, in ugotovili so, ne, kot so pričakovali, da v pogoju, ko se mi odločamo o nekih kompleksnih situacijah, je bolje, da ne razmišljamo o izbiri, ampak da svojo izbiro prepustimo nezavednemu, svoj proces odločanja. To je bil njihov zaključek. Zdaj, ta študija je bila nekaj zelo popularna, ampak v naslednjih letih je bila deležna zelo krutih kritik, čist iz srednje psihologije, ekonomije in tako naprej in pač raznih ponovitev te raziskave. Ena med drugim je bil pač zelo majhen numerus. Recimo leta 2015 so naredili študijo, ki je imela 500 udeležencev, na čist istim način niso dobili nobenih razlik med tema pogojema, tako da iz tega vidika ta študija slaba. Ampak imate veliko takih študij. V glavnem, kaj hočem reči? Kar je še zelo zanimivo pri tej študiji je zaključek avtorjev. Mislim, nekako sem po mojem že 100-krat, veliko od vas to že slišim, ampak jaz sem še vedno zelo fasciniran nad dejstvom, da to je zadnji odstavek, v zadnjem odstavku pač tega 4 strani dolgega članka, da so to objavili v reviji Science. Tako da to mi je zelo zanimivo, v glavnem, da ga preberem.
To je zaključek avtorjev. Although we investigated choices among consumer products in our studies, there is no a priori reasons to assume that the deliberation without attention effect does not generalize to other types of choices, political, managerial or otherwise. To je pač deliberation without attention effect je boljša izbira, če prepustimo nezavednemu razmišljanju, kot ga poimenujejo. In such cases, it should benefit the individual to think consciously about simple matters and to delegate thinking about more complex matters to the unconscious. Ne, ok, pač meni ne bom šel v to, kakšne probleme ima ta navedek, ampak bom povedal samo nekaj takih na hiter kritik, nekatere izmed njih so bili tudi empirično pokazali, nekatere ne. Te študije iz vidika tega, kar bom v bistvu hotel na koncu povedati, in to je, da če ne upoštevamo prvoosebne perspektive, prvoosebne perspektive odločevalcev, ne moramo izvedeti stvari o odločanju, ki nas zanimajo v kontekstu teh modernih paradigem. In sicer, te raziskovalci, Dijkstra, Huis et al., oni v svoji študiji niso vedeli naslednjih stvari. Kdaj so se udeleženci sploh odločili za najboljši avto? Ker študija je tako potekala, da so jim dali opis avtomobilov, so mogli prebrati, potem so dali pa eni skupini za 4 minute anagrame reševati, to je pogoj nezavednega razmišljanja. Po njihovih besedah v drugi skupini so dali pa pač 4 minute časa navodilo, da ne zavestno razmišljajo o izbiri in potem oboji so mogli na koncu izbrati avto. In oni ne vejo, kdaj so se odločili za najboljši avto. Potem imamo neko študijo, ki je pokazala, da je kar nekaj udeležencev se odloči za najboljše avto že takoj, potem, ko preberejo opise, mimo teh dveh pogojev. Ne vejo, kako udeleženci ocenjujejo oziroma razumevajo in interpretirajo te lastnosti avtomobilov, ker so jih raziskovalci odločili, pozitivne pa negativne. Te raziskovalci pojma nimajo, kar je zelo zanimivo meni, da to ni bil problem, pač ne vejo, a udeleženci, ki jim bilo naročeno, rešujejo anagrame, v bistvu v resnici ne razmišljajo nič o izbiri in obratno, a udeleženci, ki jim je bilo naročeno, razmišljajo o izbiri, a so res tako močno preudarjali o izbiri. Recimo imamo študije Mind Wanderinga, ki kažejo, da najbrž, ne vem, polovica vas zdaj mene ne posluša in ne veste, o čem govorim. Torej, ne razmišljate zavestno, tudi če bi vam to naročil, kot se si po študentom naročimo. Ali pa ne vem. No, v glavnem in kaj česa sploh ne vejo, kar je zelo zanimivo, a so te odločevalci v študiji te situacije res razumeli in interpretirali kot odločitvene situacije. Na nek način je to dost jasno, argument je jasno, zato ker so vendar imeli 4 alternative. Ok, sprejmem ta argument, ampak večino odločanja, veliko odločanja ni tako, da vas nekdo prisili in vam reče, to so alternative v vsakdanjem življenju. Velikrat, čeprav se zdi, da imate alternative, jih mogoče nimate, si izberete sladoled, greste v sladoledarnico, kjer imate 18 alternativ, samo v bistvu za vas jih ni, ker vi vedno jeste čokoladni sladoled. In to sploh ni odločanje. In v glavnem, kaj hočem jaz povedati, da prvoosebna perspektiva odločevalcev, na nek način razumevanje te prvoosebne perspektive je bistveno, da sploh vemo, kako odločevalci razumejo odločitvene situacije in kako se odločajo, če se sploh odločajo. In recimo to je ena raziskava Michaela van Manena, ki ni bila objavljena v reviji Science, ampak v Qualitative Healthcare Research reviji, ki je pa zelo lep primer, ne bom zdaj šel razlagati, kakšno metodo uporabljamo, komu uporablja metodo, ki bi jo lahko prištel pod recimo kategorijo empirične fenomenologije, pač naslanja se na 1 minuto še. Okay. 3 minute bom predolg, po mojem. V glavnem, on je pač poskušal raziskovati izkustvo staršev ob odločanju v nekih etičnih situacijah, ko se jim rodi otrok in imajo ali poškodbe, ali bo nedonošen, v glavnem v situacijah, ki so bile zelo kritični, so se mogli odločati, kako bo stvar rešili. Situacija je bila zelo eksistencialna za te odločevalce na nek način, ker pač so se morali odločati med stvarmi, ki so lahko prinesle smrt njihovega otroka, ali pa bojo odklopili otroka od nekaj, ki mu omogoča podaljševanje življenja, ali pač se bo odločil, da ga odklopi in otrok umre in tako naprej. Tako da zelo zanimive in tudi, kako se reče, kako? Life and death decisions in zelo pač tudi, ja. Kako? Ja, to so bile ne, vse je v redu.
To so bile situacije, ki so bile zelo kritične in so zelo ganljive na nek način in so zelo egzistencialne, to sem hotel reči, za starše. In vse te situacije, ne bom šel v detajle, so, ki jih je on preučeval, so na nek način zelo podobne. Pač vedno je bila neka prisila ali pa neka zahteva ali pa vprašanje do staršev po odločitvi med nekim življenjem, smrtjo, med tveganjem, da bo otrok imel posledice in poskusom tega, da bo lahko dlje živel. Take zelo težke odločitve. Se pravi, zelo podobna odločitvena situacija se nam zdi in torej nekateri bi, mislim, iz tega velikrat se sklepa, da pa to pomeni, da pa če je bilo odločanje staršev zelo podobno, samo ni bilo. Starši sicer velikih poročal v stiski, pa tako naprej, pa v težavah, ampak, zdaj ne bom to vse bral, ampak on je potem Van Manen potem analizira te transkripte in tekste, ki jih je pridobil pač tekom raziskave in naredi 5 takih tem, interpretativnih tem, imam prav, odločanja oziroma od izkušanja situacije in ugotovi, da v dosti podobnih različnih situacijah nekateri starši tega, ko so soočeni z odločitvijo iz strani zdravnika, se pravi, to ali to povejte nam, pač ne vidijo kot izbire. Oni tega ne interpretirajo kot izbire, ker edina možnost, da njih je in obstaja, tako poročajo, da pač poskusijo dati možnost tega, da bo recimo njihov sin ali pa hči preživela. In ne razmišljajo o tem, kaj so zdaj pro et kontra, o posledicah in tako naprej. Potem recimo nekateri zelo močno razmišljajo in se sprašujejo, kaj bi občutili v možnem scenariju, če se zgodi, ne vem, da bo otrok poškodovan, kaj bi to za otroka pomenilo, kakšni občutki bili in tako naprej. Tretji zelo veliko preudarjajo in premlevajo o tem, ampak na koncu v bistvu se ne morejo odločiti in za njih, čeprav to oni vidijo kot neko odločitev, ki bi jo mogli skleniti in tako naprej, ampak se ne morejo odločiti. In to odločitev potem predstavljajo na nek zunanji faktor. Spet tretji, recimo so zelo dolg časa, čeprav so se na nek način poročajo o tem, da so se že odločili, sam se niso, ker se skozi odločajo. V vsakem momentu, ker je to stresna situacija, v vsakem momentu, ko so na kavi, ko so v avtu in tako naprej, čeprav so rekli, tega ne morem narediti, še vedno razmišljajo in preudarjajo in tako naprej in potem na neki točki ta proces ne vodi, na neki točki ta proces, ta mama poroča, da v tem procesu je kar naenkrat je vedela, da pač mora dati hčerki možnost. In je pač na neki način padla v to, tako Van Manen to pač formulira se, to so neke kategorije, te imena niso tako bistvene. V glavnem, pač poanta te študije po mojem zelo lepa je, da imate zelo podobno odločitveno situacijo, da imate zelo različne načine razumevanja, interpretiranja, kakorkoli temu rečete, udejanjanja mogoče te odločitvene situacije. In to je po mojem zelo lep primer, ki kaže, da toliko detaljno takih stvari ne morete odkriti z opazovanjem vedenja. Sigurno na tak način lahko o njih sklepate, samo imate več možnosti, da boste tem sklepom motili. In mislim, da take in podobne študije, sicer jih ni veliko, in taki razmisleki odločanja zelo lepo kažejo, da so pač različni vidiki odločitvenih situacij, to je alternative, posledice, negotovosti, pomembnost in tako naprej, so zelo močno določeni s tem, kako odločevalci razumejo, občutijo svet, kaj je zanje smiselno in kaj ne. V glavnem, zelo močno so povezani s tem, kako odločevalci do določene mere ustvarjajo svoj svet pomembnosti. In to je zdaj neka fraza, ki je vzeta iz enaktivizma, iz ene podlastnosti enaktivizma opomenjanja oziroma sense-makinga, ki v bistvu svet vidi zelo drugače kot nek klasičen pogled. In to je predvsem tako, da nek svet ne obstaja ločeno od opazovalca oziroma svet za pač nekega agenta ne obstaja ločeno od njega. In tukaj je zdaj en citat, ki je zdaj, to teoretsko gledano je ta moja teza zdaj zelo slabo pokazana, zato ker bi mogel razdelati vse vidike enaktivizma, verzije enaktivizma, kako se to povezuje z odločanjem, ampak vseeno, če pogledamo take študije in naredimo tak razmislek o odločanju, je tole, recimo, ker to je opredelitev opomenjanja, vidimo, da v bistvu na nek način to je iz mojega vidika zelo lahko aplicirati na razumevanje odločanja. Ker imamo, ne vem, kaj je zame negotovost, kaj je zame alternativa, kaj je zame pomembno, kaj ni, to ne obstaja
na nikakršen način ločeno od tega, kako jaz to ustvarjam. In s tem ne mislim, ne trdim česa, kar bi recimo kakšen radikalni konstruktivizem vzel, ampak to, kar je zame pomembno v odločitvenih situacijah, pač nastaja skozi neko interakcijo mene in sveta, ki je do kere mere sta svet in odločevalec recimo ločena, ne vem. To je pač potrebno nadaljnega razmisleka, ampak nikakor nista ločena in nikakor ne more, tako da, ok. Tako da mogoče bi zaključil s tem, Merleau-Ponty je fenomenolog, na katerega se tu zelo velike, vsaj nekatere veje in aktivizma naslanjajo, ki pravi nekaj v tem smislu. The world is inseparable from the subject, but from a subject which is nothing but the project of the world. And the subject is inseparable from the world, but from a world with the subject itself projects. Se pravi, ta citat, mislim, med drugim, lepo nakazuje na to, da pač ta svet in subjekt zelo močno povezana in da ne moramo govoriti ne o tem, tudi Varela bi to zagovarjal,